in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. In s tvojim duhom. Dragi brati in sestre, vesel sem, da sem nocoj med vami, vesel sem, da je na Oltarju lep Belokranjski vrt, vesel sem, da sem na tem svetem kraju, ker smo se zbrali za to, da bi se srečali najprej z Jezusom Kristusom. Vsaka sveta maša je srečanje z živim Bogom. To ni župnikova predstava ali božja igra. To je živi pogovor in živo srečanje s Kristusom. Prišli smo tudi, da bi se srečali z njegovo materjo Marijo. Obhajamo in začenjamo praznovati njen največji praznik, cilj njenega življenja in pogled v nebesa. In prišli smo tudi zato, da bi se srečali s njim, da bi svojo dušo odprli temu svetemu sporočilu, da je Bog z nami na naši poti, da je Marija z nami na naši poti, da smo drug drugemu opora na naši poti. Dajte, in to je to praznovanje, ki ne seže tudi v moje in v naše srce. Naj nas danes sreča res živi Jezus Kristus, naj nas sreča Marijino srce in njena dobrota. Prosimo tudi za opuščanje, da bomo s čistimi srci, z veseljem, s hvaležnostjo in z vero praznovali to sveto bogoslužje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, bogate
Na današnji dan jo venčali tretjo slavo, na njeno materinsko prošnjo, poveličaj tudi nas, po skrivnosti odrešenja Tvojega Sina, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Darilo iz prve kroniške knjige. Tiste dni je zbral David vse Izraelcev v Jeruzalem, da bi spravil Gospodovo skrinjo na mesto, ki ga je zanjo pripravil. Tudi je zbral David Aaronove sinove in levite. Potem so leviti dvignili Božjo skrinjo z nosilnima drobovoma na svoje rame, kako je zapovedal Mojzes po Gospodovi besedi. Dalje je David ukazal poglavarjem levitov, naj postavijo svoje brate, pevce z glasbili, s harfami, citrami in cimbalami, da bi prepevali z veselim glasom. Prinesli so torej Božjo skrinjo in jo postavili sredi šotora, ki ga je David razkril zanjo. Nato so darovali pred Bogom žgalne in mirovne delitve. Ko je David končal darovanje žgalnih in mirovnih delitev, je blagoslovil ljudstvo v Gospodovem imenu. To je Božja beseda. Bogu hvala. Vzdigni se na kraj počitka. Vzdigni se na kraj počitka. Slišali smo o njej v Efrati, našli smo jo na Jaarskih poljanah. Vstopimo v Božje bivališče, priklonimo se pred podnožjem njegovih nog. Vzdigni se na kraj počitka. Tvoji duhovniki naj oblečejo pravičnost, tvoji sveti naj se glasno radujejo. Zaradi Davida, svojega služabnika, ne zavračaj obličja svojega maziljenca. Vzdigni se na kraj počitka. Gospod je izbral Sion, ki si ga zaželel kot svoj sedež. To je moje počivališče za vedno, tu bom prebival, ker sem ga želel. Vzdigni se na kraj počitka. Prilog iz prvega pisma apostola Pavla Efežanom. Bratje in sestre, ko si bo to umljivo nadelo neumljivost in to umrljivo nadelo neumrljivost, takrat se bo izpolnila beseda, ki je pisana. Použita je smrt v zmagi. Smrt, kje je tvoja zmaga? Smrt, kje je tvoje želo? Želo smrti je greh, moč greha pa je postava. Hvala pa Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu. To je Božja beseda. Bogu hvala.
Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, je poskočilo petje v njenem telesu in Elizabeta je bila napolnjena Svetim Duhom in je vzkliknila z močnim glasom: Blagoslovljena, ki meče nami, in blagoslovljen sad tvojega telesa. In odkot meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je od veselja poskočilo petje v mojem telesu. Blago ji, ki je verovala, kaj ti izpolnilo se bo, kar je povedal Gospod. Marija mu je rekla: Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje Bogu mojem zveličanju. Kaj ti ozrl se je na listvo svoje dekle, glej, nagrovali me bodo odslej vsi rodovi. Velike reči je storil on, ki je mogočen in je njegovo ime sveto. Od roda do roda traja njegovo usmiljenje tistim, ki mu v strahu sledijo. Moč je pokazal svojo roko, razkropil je tiste, ki so napuhnjenih misli. Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Sprejel je svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom, do Abrahama in njegovega roda na veke. Marija pa je ostala pri Elizabeti nekako 3 mesece, potem se je vrnila na svoj dom. Poslušali smo Kristusov evangelij. Vedno je vprašala, kako si, kaj bo sabo odnesel, kaj boš jedel in tako naprej. Ejte, dragi bratci in sestre, in nocoj smo mi prišli sem, ker nas tukaj čaka na pragu naša nebeška mati. Ona nas pričakuje in ima vrata odprta za vsakega med nami. Da vsak med nami je dobrodošel. Tudi ona nas sprašuje, kako nam gre, česa se veselimo, kaj nas stiska in mori, kaj pričakujemo. Tako je nocoj z nami, tako je bilo v stoletjih tega svetišča. Kaj vse je Marija na tem kraju že slišala, poslušala in tudi kaj vse je bilo poslišano. V Svetem pismu beremo in preverjamo, da je znala Marija poslušati, da je znala videti stisko, da je znala trpeti, da je poznala trpljenje, da je znala drugega razveseliti in da je znala zoriti. Ona ni bila Bog, bila je ena izmed nas, zato nam je tako blizu, tako domača, tako človeška in tudi tako obenem Božja. In kaj nam ona nocoj pri tej sveti maši pripoveduje? V pogovoru med Elizabeto in njo smo slišali Elizabetino vprašanje, odkot meni to, kdo sem jaz, da prihaja k meni mati mojega Gospoda. Kdo sem jaz, da prihaja k meni mati, nebeška mati in pod njenim srcem Jezus Kristus. Bratri in sestre, odkot nam ta milost in priložnost, da smo lahko nocoj pri njej na obisku pri Brezmadežni, na obisku pri
pomočnici kristjanov, na obisku pri kraljici angelov, to lažnitvi žalostnih, prebežališče grešnikov in pri materi cerkve. Na obisku pri njej, ki jo je angel pozdravil, zdrava, milosti polna. Evangelij nam je tudi povedal, kdo je bila Marija, kakšna je bila njena vera. Bog jim ni bil tujec, nekaj zdravega, nekaj, kar je bilo zapovedano, nekaj, kar je bilo vsiljeno ali folklorna dediščina, kar so povedali drugi. Ne, v njej je bil Bog središče njene duše in njenega življenja in vsakdanje resničnosti. Moja duša poveličuje Gospoda in moje srce se raduje v Bogu mojem zveličanju. Kakšna izpoved vere. Ko čutimo, da ni bil Bog nekaj zdravi, nekaj, kar je zapovedalo, nekaj, kar je bila dediščina izraelskega naroda, ampak ona je bilo odvedeno. Koliko vere je bilo v teh besedah? Bila je izpolnjena z Božjo družino in z Božjo vsebino. Zato jo angel pozdravlja. Zdrava, milosti polna. Obenem je tale njena čudovita molitev pri Elizabeti pripoveduje tudi, da je bila žena izraelskega naroda, da je bila v duhovnem sorodstvu s svojim izvoljenim ljudstvom, z obljubami, ki jih je Bog dal svojemu ljudstvu, ko so 2000 let pričakovali odrešeniku grehov. Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in njegovega potomstva. Dragi bratje in sestre, dragi vojaki, tudi mi gradimo svojo vero, svoj odnos na veri in izročilu naših staršev, naših prednikov, naše slovenske in hrvaške zgodovine. Vse naše Božje Marijine poti prepovedujejo o veri naših prednikov. To med nami ne pozna Brezi, Trekva, Zaplaza, Svete Gore. To med nami ne pozna Marije Bistrice, Mečugorja, Svetic, Prevodov, Kamanja in še kaj. Glejte, to je dediščina naših prednikov, na katerih mi gradimo tudi svoje delo. Vsaka naša cerkev in cerkvica ima vse en stranski oltar, če še ni glavni oltar posvečen njej. Glejte, o veri naše nebeške matere pripovedujejo njeni prazniki skozi vse trpelo leto. Vse prve sobote v mesecu so posvečene njej. In vsebina današnjega in jutrišnjega praznika prejela je plačilo ne v denarju, ne v vrednosti bolnih za toplice ali nekaj za nek nakup, ampak po veličanju pri svojem sinu v družbi Svete Trojice. To je praznik Marijinega vnebovzetja. Kaj je cilj našega potovanja? Kaj je srce in odgovor našega upanja in naše vere? To nam Marija pripoveduje in to nam Marija vabi nas na seboj. Glejte, to je vsebina tega praznovanja. Nekaj teh spodbud ali misli vzemimo seboj. Najbolj jim ostane z nami romani upanja, da bomo tudi mi ob svojem odhodu deležni Božje in njene bližine. Amen. Izpovejmo vero. Aleluja, vedno dobra, očišča da se mogočnega stvari na nebesni zemlje, vse gredi in nevednih stvari in velikega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi leti in je Bog od
Bratje in sestre, slovesni praznik Marijinega vnebovzetja nas navdaja z iskrenim veseljem, saj je ponižna Gospodova dekla poveličana z dušo in telesom nad angelske zbore, ker kot dobra mati vedno skrbi na nas svoje otroke. Nocojjo z vero in zaupanjem prosimo. Vera v Marijino vnebovzetje naj utrjuje v vseh članih cerkve hrepenenje po Božji darovi in poveličenju v nebeški slavi. Prosimo, da usliši nas. Marijina neminljiva nebeška sreča naj človeku varuje hlastanje za minljivo zemeljsko srečo in nas vse spodbuja k prizadevanju za trajne duhovne vrednote. Prosimo, da usliši nas. Poveličena nebeška mati, ki se veselijo angeli, naj svojo priprošnjo pomaga, tolaži in prinaša upanje tistim, ki trpijo na zemlji zaradi bolezni krivic in pomanjkanja. Prosimo, da usliši nas. Zmagoslavje Marije vnebovzete naj v naših srcih zbudi vse večje zaupanje na Marijino mogočno priprošnjo in voljo po posnemanju njenih prihosti. Prosimo, da usliši nas. Slavi in sreči kraljice nebes in zemlje naj se skoraj pridružijo vsi naši rajni bratje in sestre. Prosimo, da usliši nas. Sveti Bog, Jezusovo in našo mater si poveličal zaradi njene zvestobe tvoji volji in njene silne ljubezni. Usliši naše prošnje, da bomo vedno bolj zvesto hodili po njeni poti naproti Jezusu, ki živi in kraljuje vekovanje. Amen.
Na praznik nevrozetja, blaženja Marije vedno device, te hvalimo, slavimo in poveličujemo. V moči Svetega Duha je spočila tvojega edinorojenega Sina in v slavi devištva rodila svetu večno luč Jezusa Kristusa, našega Gospoda. Po njem tvoje veličastvo hvalijo angeli, molijo in v svetem spoštovanju slavijo vsi nebeški zbori. Prosimo, sprejmi z njimi vred tudi našo hvalništvo, ko zaupno pojemo. Nostre
očetu nama in vseh ljudi, ki so nam v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje ličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Naš odrešenik nam naroča in nauk Cerkve nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podaj nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekov. Gospod Jezus Kristus, tvoja mati nas spremlja na poti življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi v miru in jo vodi po polni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodu mir, bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Podajmo si roke v znamenja miru in zdrave.
Jože, v imenu domače župnije in vseh romarjev, ki so danes tukaj tudi od drugod, se ti iskreno zahvaljujem za to lepo bogoslužje, med katerim si nas okrepil z lepo duhovno besedo o Mariji, njeni veri in našem zaupanju vanju. Zdaj bomo nadaljevali bogoslužje z lepo procesijo. Morda ti še voščim tudi gospod Jože, kot vemo, morda vsi, je letos zlatomašnik. Hvala. Po 50 letih mašniškega, lepega in zahtevnega mašniškega služenja, na mesto, da bi šel v pokoj, odhaja na novo torej župnijsko mesto iz Kočevske Reke, kjer si bil 20 let, na župnijo Mirna na Dolenjskem, torej pri Trebnjem. Bog ti daj blagoslova in zdravja. Zdaj pa samo še kratko navodilo, torej zato, da bi lepo potekala procesija, da bi vsi slišali odpeve, bomo naredili tako, da za križem gre tale moška stran, pardon, moška, ne ženska, je vse zmešano. Torej, ta stran gre za križem. Potem gre spremstvo, Marija in zadaj druga stran. Tako da je Marija na sredini. Lepo srčno prepevamo, če bo za Boga zmanjšno, da svečko ne bo žalosten, naj lepo njegova duša sveti kot Marija. Morda smo še povedali zdaj, da so med nami tudi gasilci, mladi gasilci iz gasilskega tabora, da ste zunaj taki gasilci, prav počeščeni smo, da ste